Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši novi oddaji. Že kar nekaj časa tukaj v našem studiu nismo gostili nikogar iz lokalne akcijske skupine, ki deluje že kar nekaj let na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. In tako je čas, da se znova malo pogovorimo s predsednikom Stankom Ivanošo. Lepo pozdravljeni v naši družbi, kajti navadno se s Stankom pogovarjamo na temo, ki je pereča, vse bolj na vseh načinih, na vseh koncih, kajti vsi tisti, ki pomislimo oziroma ko spregovorimo besedo zasvojenost ali odvisnost, pomislimo na alkohol, droge ali cigarete, ampak zasvojenosti je vse več v tem našem okolju. Je tako? Vsekakor je to bolezen sodobnega časa. No, kakšne recimo so tiste odvisnosti, ki so trenutno še najbolj pereče? Poleg tistih, kot pravimo, žal. Ja, zelo dobro ste postavili vprašanje. Najprej moramo razčistiti, kaj pomeni beseda odvisnost, kaj pa beseda zasvojenost. Namreč, niti ne tako dolgo nazaj, v mesecu novembru smo gostili na našem terenu gospoda Miha Kramlja. On je vodja ambulante za nekemične oblike zasvojenosti iz Nove Gorice. Tema je bila seveda zasvojenost z temi sodobnimi mediji, z novimi elektronskimi napravami in podobno. In zelo lepo je povedal, da v bistvu mi danes smo odvisni od teh elektronskih medijev. Ni pa potrebno, da postanemo z njimi zasvojeni. Pri drogah jaz običajno to poslušalcem na nek najlažji način povem takole. Jaz sem odvisen od zraka, nisem pa zasvojen z njim. V tem je razlika med tema dvema terminoma, zasvojenost in pa odvisnost. No, zanimivo, ne? Včasih pravzaprav niti pomislili nismo na te razlike, ne? Ki so res konkretne. Ja, ta vprašanja so se nam velikokrat porajala. Tudi sam sem mogoče na začetku, ko sem kje predaval, uporabil nepravilni izraz in smo potem enkrat celo Ministrstvo za zdravstvo, pravzaprav Urad za droge, ki je takrat deloval še direktno pod vlado, vodil ga je dr. Milan Krek, zaprosili za strokovno mnenje in so nam tudi na ta način zadevo potolmačili. Pravzaprav imam toliko vprašanj danes v mislih, tako da sploh ne vem, kje začeti, kajti tema je res obširna, ampak prvo vprašanje recimo, kdaj torej človek postane zasvojen, da ne bom rekla odvisen, tako kot ste pojasnili, torej, kdaj je torej zasvojen z določenimi snovmi oziroma z vedenjem določenim, ne, tudi recimo? Točno tako, gledajte, tista najbolj preprosta, bom rekel, kar laična formula ali ugotovitev so nekaj, ko nekdo zaradi te zasvojenosti začne zanemarjati tiste svoje vsakodnevne opravila. Dejansko mu tiste stvari, normalne stvari, niso več pomembne. Prioriteta, prvi cilj je samo, da zadosti tistim svojim potrebam. Naj si bo to ali po drogi, se pravi, če govorimo o kemičnih zasvojenosti, ali da bo dobil v roke tablico, pametni telefon, da bo igral, recimo, igre na srečo, igrice, kakorkoli. Enostavno, vse ostalo je manj pomembno, to pisne v drugi, tretji ali četrti plan, samo da on dobi takrat tisto zadevo, ki potem v njegovih možganih spelje procese tistega njegovega zadovoljstva. Kdaj pa torej spoznamo človeka, ki je zasvojen, recimo okolje, kdaj ga torej, recimo, vsi radi posedimo za računalnikom, pogledamo, preberemo, tudi ure lahko minejo, ampak zaradi tega najbrž še nismo zasvojeni. Lejte, eno je aktivno delati za računalnikom. Recimo, zdaj bom še dal banalen primer, uslužbenka na banki je praktično 8 ur za računalnikom. Pa niti slučajno mi, verjamete, ni zasvojena z njim. To je njeno osnovno delovno sredstvo, brez katerega danes ne more več delati. Če bi pa ona 8 ur na tem računalniku, ne 8 ur, kriteriji so dosti nižji, igrala igrice, gledala pornografijo in podobne zadeve, bi pa tukaj že bili izraženi vsi simptomi zasvojenosti, se pravi te nekemičnih oblik zasvojenosti. Kje pa recimo ljudje torej lahko poiščejo pomoč v teh primerih recimo? Ja, danes se s tem ukvarja kar nekaj nevladnih organizacij, različnih društev širom po Sloveniji. Zdaj ne mislim delati reklame za ene ali druge,
Edina uradna ambulanta, ki pa je pa ambulanta, ki vodi doktor, mislim, ni doktor po poklicu, v bistvu je po poklicu teolog, potem je delal magisterij v Ameriki, prav na področju zasvojenosti, gospod Miha Kramli. In moram povedati, glede na ta dogodek, ki smo ga takrat imeli v osnovni šoli Velika nedelja, bilo je okrog 130-140 poslušalcev. Odziv je bil izredno pozitiven in ker so bile takrat tam tudi predstavnice iz Ormoškega vrtca in iz gimnazije, imamo že prihodnji teden srečanje z Mihom v Ormožu, v prostorih gimnazije Ormož. Dogodek se bo odvijal 26.2. ob 17. uri. Sicer prvi namen je seveda pokriti zaposlene in pa starše teh dveh ustanov, ampak dogodek bo odprt, tako da če kdo želi, je dobrodošel. Dejansko to je edina uradno priznana ambulanta v Sloveniji za nekemične oblike zasvojenosti. Pa gremo lepo tako na nek način po vrsti, ne? Lokalna akcijska skupina je seveda aktivna. Koliko pravzaprav let ste že aktivni tukaj na tem našem območju? To je pa zdaj že kar lepa doba, namreč lani smo praznovali 20 let delovanja. Letos aprila bo dejansko dopolnjenih 21 let. Mandat nam poteče konec tega leta, se pravi 31.12. in potem je seveda vse odvisno od županov teh naših treh občin, ali nas bo imenovali naprej, v kakšni obliki, skratka, to je pa vezano od tistih, ki nas imenujejo, ne od nas. Za vami je ogromno aktivnosti, ne? Koliko nam je uspelo slediti vse te vaše aktivnosti, torej tudi to predavanje jutri v torek, ne, bo tudi na vašo pobudo. Kaj pa sicer počnete, recimo, v teku leta? Lejte, zdaj, namen medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti je predvsem preventivno delovanje v tem okolju. Zato so tudi sami člani LAS-a zelo pisani. Gre za en taki res interdisciplinarni tim iz področja šolstva, zdravstva, sociale in ostalih resursov, tudi iz področja lekarništva. Skratka, gre za eksperte na posameznem področju, ki so na nek način tudi drugače aktivni v svojem okolju in seveda potem širijo določene stvari v tem prostoru. Tako kot sem že prej rekel, namen delovanja je absolutno preventiven. Čeprav nas velikokrat zanese tudi v druge vode, pa ne da bi se mi ukvarjali recimo zdravljenjem s kurativo, ampak lahko povem, da recimo letos nam je že uspelo, da je en fant pristal v komuni, v Dompjerinovi komuni na zdravljenju. Verjamte mi, več kot 30 let se ukvarjam z drogami in sem bil presenečen, ko mi je ta fant v razgovoru povedal, da je dnevno konzumiral tudi do 10 gramov heroina. Gre za 17-letnega mladeniča. To je enormna doza, takega do zdaj še nisem imel. Imel sem primere, ko so dnevno nekje zaužili do 5 gramov heroina. Ampak to so že res enormne količine, a ne, naj si bo po svojem učikovanju, kako tudi, če gledamo po finančnem vložku. Heroin ni najdražja, ni najcenejša droga, ampak če si preračunate, da na črnem trgu na ulici 1 gram heroina stane 40 evrov. In če je ta fant res dejansko dnevno 10 gramov potrošil, je to bilo vsak dan 400 evrov. In če pomnožimo s 30, kolikor ima povprečen mesec dni, potem vidite, kakšen denar se tukaj v ozadju obrača. In najbolj žalostno pri tem otroku je bilo tole, da so vsi vedeli vse pravzaprav. Njegovi sošolci, sosedje, samo starši niso nič vedeli. Starši so bili naivni, neuki, celo preko Facebooka je ta mladenič prosil pomoč, pa smo vsi obrnili hrbet. Dokler me ni poklical en moj prijatelj, fant se je v bistvu sam potem na nek način zaupal staršem, tako da je celo mami povedal šifro na svoji tablici, da mama lahko pogledala vso njegovo to elektronsko komunikacijo, so poklicali tega mojega kolega, rekel, jaz vam ne morem pomagati, poznam pa človeka, ki lahko pomaga. No in na srečo moram reči v tem razgovoru, ki je bil in z mladeničem in z njegovimi starši, smo najdli eno skupno pot in danes fant krepko dela korake v tisto pozitivno smer in upam, da se bo čez par let vrnil kot povsem normalen mladenič v to okolje in zaživel tako, kot mora zaživeti.
No, zanimivo je to, da mu je vseeno uspelo, ne? Da je bil toliko priseben, še vseeno, da je torej poiskal pomoč. Ja, moramo povedati, da jaz sem fanta ocenil kot nadpovprečno inteligentnega. Tudi, ko sem se z njim pogovarjal, sem videl, da ogromno prebral o drogah, bil je izobražen, niti slučajno ni bil nauk. Ampak enostavno je takole, droge so ga zelo hitro potegnile v svoj svet. Namreč iti v svet drog je zelo preprosto. To lahko vsakemu zelo hitro uspe. Problem se je vrniti iz sveta drog. In ta fant je potem res iskal pomoč in na srečo smo se srečali, tako da jaz upam, da se bo za njega in za to družino res vse končalo, tako kot se mora, se pravi, da bo to en happy end. No, upajmo, glede na to, da je res še mlad 17 let. Kdaj pa bi torej naj začel sploh z drogami? Pravzaprav ta fant niti imel tako dolgo noter, dobro leto, ampak veste, on, ko je meni naštel, kaj je v tem časovnem obdobju užival, dajmo na stran tobak in alkohol, tudi to je za mladostnika prepovedano droga, vemo, da do 18. leta ti ne moreš uradno kupiti ne alkohola, ne tobačnih izdelkov. Ampak tukaj je bil še potem kokain, tukaj je bil ekstazi, tukaj je bil LSD, seveda bili so konopljeni produkti, tako da paleta drog, ki jih je on zaužil in tudi tisti zadnji test, namreč preden so se odločili za komuno, so obiskali v Ljubljani tudi center za detoksikacijo, ki ga vodi dr. Kastelic, in ko so mi pokazali to njegovo dokumentacijo, kaj vse še je bilo v njegovem urinu in v krvi noter. To je torej ena izmed dejavnosti lokalne akcijske skupine, takšne in podobne pomoči, ne? Kakšni pa so izsledki, recimo? Kakšno je stanje na tem našem območju? Ja, takole je. Mi pravzaprav vsaka 4 leta izvedemo anonimno anketo med osnovnošolsko in srednješolsko populacijo na našem terenu, s tem, da v zadnjih 2 raziskavah smo vključili že tudi del ljutomerske populacije, se pravi tudi ljutomersko gimnazijo in določene osnovne šole, ki so pač želeli k temu projektu pristopiti. Namreč širši je vzorec, bolj relevantni so podatki. In moram reči, da se seveda od tiste prve ankete, ki smo imeli dobrih 20 let nazaj, pa do te zadnje, v bistvu imam celo s sabo, mislim, tukaj jo imam, ki sem s sabo prinesel, se podatki zelo razlikujejo. In tudi pri tej zadnji raziskavi mene osebno je šokiral en odgovor, ker preko tudi, ko smo, anketa, moram povedati, je anonimna. In prvič smo med odgovori naleteli na to, da vzamejo drogo za to, da bi bili zadeti. Se pravi, iskanje tistega občutka zadetosti. In kot je to, odgovori ne eden, ampak kar nekaj njih iz osnovne in srednje šole ti da misliti. Se pravi, gre za zelo ranljivo populacijo, s katero je treba delati. Da jih naučiti, kaj so droge, predvsem pa jih naučiti reči drogam ne. No in kakšno je vaše mnenje, zakaj sploh posežejo? Torej, zakaj želijo biti zadeti? Glejte, danes je takole, ugotavljamo, da se starši čedalje manj ukvarjajo z otroci. Velik del vzgoje otrok je prevzela ulica in pa določeni elektronski mediji. Naj si bo to televizija, predvsem pa računalnik z določenimi spletnimi stvarmi. Kakorkoli, jaz pravim, računalnik je izredno koristna stvar, ampak vemo, da obstajajo strani, na katere lahko vsakdo objavi, kar hoče, brez kakršnekoli cenzure. In danes imamo mi na spletu veliko zelo napačnih, zavajajočih in tudi dobesedno podatkov, ki nekoga potegnejo noter iz gole radovednosti. Moramo povedati, da velikokrat, ko se tako pogovarjam z najstniki, ugotovim, da tisti prvi primer srečanja z neko prepovedano substanco je zelo preprost. To ni tako, kot si starši predstavljajo ali pa kot se vidi v nekem filmu, da se pripelje nek frajer, dealer v nekem črnem Mercedesu ali BMW-ju, mali izvoliš kupi, Ne. Prvič mu drogo ponudi nekdo, ki ga ta najstnik zelo dobro pozna. Njegov sošolec z njegovega razreda, z kakega drugega razreda, nekdo, ki ga redno srečuje na ulici, športnem prostoru. Njegov starejši brat, sestra, nažalost moram povedati, beležim že tudi primere, ko so bili starši tisti, ki so prvi svojemu otroku ponudili prepovedano drogo. Živel se spomnim enega primera, ko oče je bil blazno proti alkoholu. Ne daj Bože, da bi bilo v njihovi hiši kako pivo ali liter vina. Je bil zelo velik simpatizer marihuane.
In kaj se je zgodilo? To je dokaj žalostna zgodba. Mati je zbolela za rakom, prišlo je do ločitve, razveze, hčerka ostala z mamo, sin z očetom, ker sta se nekako bila po spolu in miselnosti bolj blizu. In ta fant je bil do konca 9. razreda čisti odličnjak. Pride v prvi letnik srednje šole in ker se oče malo ukvarja tudi s takimi bolj sodobnimi mediji, z glasbo in podobno, z ozvočenji, je ta fant kar precej šel z njim pomagal in konec prvega letnika je bil ta fant hud psihični bolnik. Ker mu je oče ponudil marihuano, jo je ta fant začel konzumirati, zaradi tega hudo psihično zbolel in končal na psihiatriji. Veste, tako da o tej konoplji bom mogoče kaj v nadaljevanju rekla, to ni neko čudesno zdravilo, neka čudesna rastlina, ki jo danes, kot jo nekateri pač poskušajo predstaviti, ampak je lahko tudi zelo nevarna droga. Ampak o tem mogoče več v nadaljevanju. No, kar povejva, glede na to, da dejansko so mnenja zelo deljena. Nekateri torej kanabis, marihuano torej štejejo kot za čudežno zdravilo, bodočnosti. Ja, ravno sinoči sem bil v Mariboru v Narodnem domu na enem predavanju. Predavanje je vodil profesor dr. Borut Štrukelj, drugače je tudi magister farmacije. Profesor je na Ljubljanski univerzi in je trenutno eden izmed najbolj aktivnih raziskovalcev na tem področju v Sloveniji. Ne samo on, v bistvu delujejo v timu in tudi študente aktivno vključujejo. Ko sem se peljal tja v Maribor na to predavanje, sem šel z enimi mešanimi občutki, ker nisem vedel, kakšen bo njegov pristop. Za predavanje sem se peljal zelo zadovoljen. V bistvu gospod razmišlja enako, kot razmišljam jaz in mogoče nekaj resnic, polresnic ali mitov, ki krožijo v tej rastlini. Seveda, tisti pregovor za vsako bolezen rožca raste. Na nek način drži. Predvsem je držalo to mogoče pred 100 in 200 leti, ko nismo poznali farmacevtske industrije, kot jo poznamo v današnji obliki. Vemo pa, da se še danes v farmaciji uporablja veliko izvlečkov iz rastlin. Je pa treba nekaj vedeti. Neka naravna sestavina, pa bom zdaj kar rekel, recimo volčja češnja. Vsi jo poznamo, raste pri nas. Tista glavna sestavina je seveda atropin, ki je lahko zelo dobro zdravilo ali zelo hud strup. Odvisno je, v kakšni količini, komu, kdaj in zakaj jo uporabljamo. In podobno je pri konoplji. Glejte, zgodovina konoplje sega zelo daleč nazaj. Prvi pisni viri konoplje segajo tam nekje v 4. tisočletje pred našim štetjem. Že stari Kitajci so to rastlino uporabljali. Danes seveda se na slovenskem trgu dogaja kaj. Velikokrat je konoplja tudi, bom rekel, neko politično orožje ali orodje v tistem predvolilnem obdobju, legalizacija, da ali ne, medicinska raba, da ali ne, industrijska raba, da ali ne, ampak potem ugotoviš, da marsikateri od teh gospodov, ki o tem govori, sploh ne loči v bistvu pojmov, kaj je dekriminalizacija, kaj je legalizacija, kaj je medicinska raba, kaj je industrijska raba. Jaz bom rekel takole, absolutno podpiram medicinsko rabo te konoplje. Bom tudi povedal v nadaljevanju, zakaj. Definitivno pa sem proti zlorabi kot drogi. In seveda tisto tretje poglavje, industrijska raba, absolutno ja, ker je izredno koristna rastlina v tem pogledu. Pa če gremo zdaj na tisto najbolj perečo področje, ta medicinska raba. V bistvu v Sloveniji so droge, trenutno je na seznamu, to je uredba o razvrstitvi prepovedanih drog, sem sabo prinesel. Kot prepovedana droga je trenutno proglašenih 352 različnih substanc. Ko ljudi vprašam, koliko bi jih znali našteti, takole iz glave, pridemo nekje do številke 10, potem se pa to splošno znanje ustavi. In glede na stopnje nevarnosti so te droge razvrščene v 3 skupine. In mi moramo vedeti, da prva skupina se niti v medicinske namene ne sme uporabljati. Heroin, na primer, je v tej prvi skupini. Vemo pa, da toliko in toliko časa nazaj se heroin v medicini je uporabljal. Recimo, veste, kdo je heroin patentiral?
nemška farmacevtska skupina Bayer. Ga je patentiral in je bil zelo uporaben, se je pokazal za recimo zmanjšanje bolečine, se pravi, to je izreden analgetik in pa za probleme z dihali. Ampak stranski učinki so pa bili hudi, zelo hitro nastopila zasvojenost pri teh uživalcih tega zdravila in seveda so bili prisiljeni, da ga črtajo iz liste zdravil. Tudi ista skupina je razvila aspirin. Aspirin, zelo preprosto zdravilo, v bistvu si ga lahko sami doma proizvedete, veste kako. Vzamete kohček belega kruha, ga namočite malo, date tam nad radiator na okejsko polico, pojavljajo se ene plesne na tem kruhu in v bistvu te plesne vsebujejo ogromno penicilina. Kaj sem hotel skozi? In penicilin je ostal v medicini. Namreč treba je vedeti, da pri teh farmakoloških izdelkih, naj si bojo to tablete, ampule, kapsule, aerosoli, se pravi razpršilce, agregatno stanje ni važno. Pomembna sta dva vidika. Varnost in učinkovitost. In velikokrat, ko tak ljudi vprašaš, kaj je za njih bolj pomembno, kaj misli, kaj reče? Učinkovitost ali varnost? Verjetno učinkovitost. Jaz pa vedno poudarjam, varnost je na prvem mestu. Kajte, če bi jaz zdaj začel vas zdraviti s heroinom, bi vam veliko škode naredil. Glejte, na dolgi rok bi absolutno izgubili vi in izgubil bi jaz. Pomembno je eno in drugo. Tako varnost kot učinkovitost. No in če se zdaj vrnemo mi nazaj na to konopljo, je potem že slovenska zakonodaja šla tako daleč, namreč tudi produkti iz konoplje, ki so lahko različni, klasična marihuana, se pravi posušeni ti rastlinski delci in cvetovi, ženske rastline seveda, ne. Potem je lahko so to smole ali te tinkture, so bile prej uvrščene v prvo skupino. In v bistvu mi pravno, takrat ni bilo pogojev, da se ta droga uporablja v zdravstvene namene. Zato je zakonodajalec spremenil tudi to uredbo in je konopljo razvrstil v drugo skupino. Druga skupina se pa lahko že uporablja v zdravstvene namene in v bistvu smo danes v Sloveniji tako daleč, da se že pripravlja, da se bo v bližnji prihodnosti v slovenskih lekarnah lahko kupilo produkte iz rastline konoplje. Seveda, moramo tukaj nekaj poudariti. Kdo bo lahko to dobil? Bo odločil zdravnik. Odločil zdravnik, namreč ne gre za neko čudežno, nedolžno rastlino, a ne? Včasih slišim, da enega na dan skadiš, pa si zdrav celo življenje, a ne? Če bi to držalo, potem mi v tej državi ne bi rabili več nobene lekarne in nobenega zdravnika, vsi bi kadili čudežno travo in vsi bi živeli 1000 let. Ampak pravljice so samo v knjigah. Življenje pa realnost. In vse te študije, o katerih smo se sinoči pogovarjali v Mariboru, so pokazale, da to niti slučajno ni čudežna rastlina, ki bi ozdravila bilo katero vrsto raka, glavkon, se pravi očesno mreno. Skratka, en kup bolezni naštevajo ti kvazi zdravilci, ko včasih gledam te reklame po računalniku, mi dobesedno gre na kozlanje, kako zavajajo ljudi. Je pa lahko uporabna. Recimo, če sem prvo omenil raka, vsi vemo, ko zveš, da imaš raka, je to velik šok za človeka. Tudi psihično precej pademo. In ko pride do teh medicinskih posegov, recimo kemoterapija, veste, kaj je namen kemoterapije, da v čim krajšem času poskuša čim več teh novotvor, teh rakastih celic uničiti. Posledično s tem se v človeku dogaja marsikaj drugega, od tega, da izpadejo lasje, imunski sistem pade, bolečine se pojavijo, izgubijo apetit. Izvlečki iz kanabisa, iz konoplje pa dejansko zmanjšajo bolečino, lahko zmanjšajo krče, dvignejo apetit, lahko se tisti občutki tesnobe zmanjšajo, ampak to ne pomeni, da zdravi raka. Zdravi samo te stranske simptome, ki nastajajo zaradi tiste osnovne diagnoze ali celo zaradi načina zdravljenja. In ostalo velja tudi za vse te ostale oblike obolenj, o katerih ti kvazi zdravilci govorijo. In predvsem je treba še nekaj poudariti. Te tinkture, ki se trenutno pojavljajo na črnem trgu po Sloveniji, vi nikoli ne veste, kaj ste kupili v tisti flaški. Cene so enormne.
Trenutne cene se gibljajo za 1 mililiter med 60 in 200 evri. Ampak vse te raziskave so zdaj pokazale, da so noter najdli tudi izvlečke iz kanabisa, ampak pomešane z različnimi snovmi, tudi z nafto, z določenimi čebeljimi produkti in tako dalje. Skratka, tem preprodajalcem, ki se na nek način imenujejo zdravilce, ne gre za zdravje teh ljudi, gre se jim za dobiček, za profit. In tukaj je problem. Vemo pa, da se bolnik vedno obesi tudi na tisto zadnjo slamico, mu daje neko upanje. Namreč moram povedati, sinoči, ko sem stopil v ta narodni dom in opazoval klientelo, ki je prišla to poslušati, bi lahko rekel 70 plus. Starejša populacija in potem v tistem zadnjem sklopu, ko smo imeli, ko so se lahko postavljala vprašanja, so padala zelo zanimivo vprašanja, moram povedati, se je videlo, da veliko teh slušateljev že ima izkušnje s to drogo in so tudi sami nekateri kar priznali, da so videli, kako so jih o 15 let prinesli okrog. Tako da upam, da se bo to področje v bližnji prihodnosti, mogoče že v tem letu, res uredilo, da bojo tisti pacienti, ki bojo posegli po tej drogi, oziroma za njih bo to v tej obliki zdravilo, lahko to uradno dobili v lekarnah, kar pomeni, bo točno dozirano, namreč tudi o dozah, o količinah smo sinoči govorili, nekje maksimalno se začne 2,5 mg, govorim o miligramih, in maksimalno 10 mg, ne več, ko pa ti tole flaško kupiš, ne veš, kaj je noter, ne veš, kakšna je koncentracija, lahko je tudi ubijalska. In če se spomnite, tako malo, ko listaš te časopise ali gledaš poročila, v Sloveniji smo v zadnjih letih imeli kar veliko tudi, bom rekel, skupinskih zastrupitev, se pravi predoziranje s to drogo, ko so imeli neke delavnice, predavanja, pa so jim postregli na koncu recimo piškotke iz kanabisa in so potem ljudje lepo končali v bolnicah zaradi takšnih in drugačnih razlogov. Tako da, ni neko čudežno zdravilo, definitivno pa v medicinske namene stvar, ki se da uporabiti. Mogoče zdaj tudi lahko še pojasnim, kaj v bistvu je v tej rastlini tisto, ki je glavno. Sama rastlina ima okrog 400 kanaboidnih komponent. Tista glavna, ki je tudi na nek način najbolj sporna, ker je zelo psihoaktivna, je THC, tetrahidrokanabinol. In stroka danes dejansko v bistvu ob THC postavlja še CBD, to je ta drugi kanaboid, in v bistvu v kombinaciji nekje običajno razmerje 50:50 bi naj bilo kot zdravilo, se pravi 2,5 mg THC-ja pa 2,5 mg CBD-ja. Maksimalno do 10 mg vsakega. In to se bo v bistvu potem pojavilo v lekarnah kot zdravilo. Je pa nekaj treba opozoriti. Te snovi iz rastline konoplje so ena izmed najbolj obstojnih drog v človeškem telesu. In nekje praviloma razgradnja enega odmerka te droge traja tam okrog mesec dni. Namreč sama razgradnja je zelo zanimiva. V primerjavi z ostalimi drogami, naprimer heroin, rabi nekje 2 dni, da se izčisti iz telesa, da ga nekje ne detektiramo več v urinu in v krvi. Sam kanabis pa traja tam okrog 30 dni in ves ta čas tudi v bistvu THC deluje. Kaj to pomeni? Ti ljudje potem praviloma ne morejo delati zahtevnih del, ne bi smeli voziti osebnega avtomobila in tako, ker se njihova psihomotorika upočasni, reakcijski čas se podaljša in postavljajo potem, čeprav se oni tega ne zavedajo, ampak v bistvu pri njih vse gre bolj kot v nekem upočasnjenem posnetku in to pomeni, da pacienti, ki bodo to dobili, jih bo zdravnik in farmacevt mogel opozoriti, ne smete voziti, ne na kolo, ne opravljati zahtevni del, ker lahko zelo hitro pride do kakšne nesreče. In še nekaj treba poudariti. Tako kot eni govorijo tisto preventivno jemanje te substance. Glejte, tu preventive ni. To se lahko uporablja samo za določeno obdobje, za točno določeno osebo, s točno postavljeno diagnozo. Tistega bom jaz zato preventivno jemal ne, ker se bo slej ko prej zalomilo, razvila se bo oblika zasvojenosti pri uživalcu.
To pomeni, absolutno je treba legalizirati Ne konopljo in jo legalizirati. odmerati. Ne, bom zdaj povedal, Ne, v legalizacija. medicinske namene, no? Ja, dobro. Namreč, če bi zdaj to legalizirali, to bi pomenilo, da potem lahko to rastlino vsakdo proizvaja neomejeno, počne z njo, kar hoče. To bi bila legalizacija. V bistvu medicinska raba pa pomeni točno to, da bo točno določena oseba oziroma inštitucija to lahko proizvajala pod posebnim nadzorom in se bo potem to v specializiranih trgovinah, v lekarnah, na podlagi zdravniškega recepta predalo točno določenemu bolniku. To bo, jaz si predstavljam to, da bo podoben sistem kot tako imenovanih trigonik zdravila, ki so označena za tistim trikotnikom na škatlicah gor, ki jih točno zdravnik predpiše za točno določeno osebo in tudi konec koncev za določeno obdobje, potem ga mora menjati, ker z daljšim časom porabe pri veliko teh zdravilih lahko prije do zasvojenosti. No, kaj pa tiste neke kapsule se dobijo že tudi v apoteki, piše gor konoplja. Tako na stranskih policah. Ja. To pa gre za eno obliko, kot mi temu se zdaj ponovno pravi prehrambeni dodatki, ne samo v lekarnah, ampak tudi v trgovinah. Vemo, da so te kapsule ne vsebujejo THC-ja, gre za snovi, ki so narejene iz tako imenovane industrijske konoplje. V bistvu, kakšna je razlika med tisto pravo konopljo in industrijsko? V bistvu to pri nas ureja uredba o gojenju industrijske konoplje, kjer je eden glavnih elementov, ki piše noter, da sadike industrijske konoplje ne smejo vsebovati več kot 0,2% THC-ja. Minimalno. Minimalna in dejansko stopnja THC-ja v teh kapsulah je tako rekoč nulta. So pa noter drugi kanabinoidi, ki tudi lahko dobro delujejo na človeško telo. Lejte, lahko deluje zelo različno, lahko sproščujoče, lahko vpliva na dobro prebavo in tako dalje. V glavnem ne more pa priti do zasvojenosti, ker THC-ja v teh kapsulah noter ni. Veliko znanja imate, gospod Stanko, in res me zanima, zakaj ste se pa vi tako začeli s tem ukvarjati in poglabljati v to smer? Že seveda ste po poklicu kriminalist, vas to še navdušuje, no? Vas to je tako zaokupiralo že v času službe? Ja, v bistvu je stvar vezana na mojo službo. Že ko sem šel v tisto srednjo šolo za miličnike kadete, ko sem imel konec prvega letnika intervju za revijo Varnost, kot najboljši kadet že v prvem letniku. In še danes imam ta intervju doma, namreč iz tega časopisa sem napovedal, da ko bom končal srednjo kadetsko šolo, bom šel študirati naprej in da bom postal kriminalist. Seveda prej, ko sem postal kriminalist, je preteklo kar nekaj vode. Konec četrtega letnika so hoteli mene in še dva kolega, bili smo trije najboljši kadeti v tisti generaciji so nas hoteli poslati v Beograd na Vojaško akademijo, na nadaljevanje študija, ampak vsi trije smo to odklonili. Jaz sem začel seveda delati kot 19-letni mulc. Sem pa že takoj vpisal prvo fakulteto v Ljubljani, potem še končal drugo fakulteto v Ljubljani in pa potem še specializacijo na Srednjeevropski policijski akademiji. Tako da izobraževanja je bilo dosti, sem kar bil 13 let v uniformi. Potem pa je bil čas enostavno, da uniformo slečem, utesnjevala me je, kravato težko prenašam, odkrito povem, vidite, tudi danes sem tukaj brez kravate. Ja, in sem potem šel na policijsko upravo v Mariboru, kjer sem prevzel vodenje skupine za boj proti prepovedanim drogam. To je bilo par let po zaključku te kratke osamosvojitvene vojne in moram povedati, da scena na področju prepovedanih drog na ulicah je bila katastrofalna. Čeprav moram reči, službeno sem se z drogami srečeval že veliko prej, ampak ne v takem obsegu, kot pa takrat, ko sem res začel to delati, in v bistvu moram reči, tega nismo delali samo po Sloveniji, tudi izven Slovenije, v bistvu smo delali linije, ki so šli od Kolumbije za Slovenijo, iz Turčije za London, skratka te poti prekupčevalske so včasih zelo zanimive, bilo je kar veliko uspehov in pa seveda stvari te začnejo zanimati enostavno.
kaj je tisto v človeku, da ga pripelje, a ne da začne na nek način druge uživati. In v bistvu, kaj se pa dogaja na drugi strani, se pravi na področju trga, zakaj to nekdo proizvaja, preprodaja in tako dalje. In seveda na eni strani potem vidiš pri teh uživalcih veliko bedo, propad, ne samo tega posameznega uživalca, ampak propad celotne družine, v bistvu velika škoda nastaja celotni družbi, na drugi strani pa vidiš ene tiste dobičkarje, ki na bedi teh služijo ogromne denarje. In seveda, ko padeš v to kolesje noter, hočeš pač škodo spraviti naprej, da čim manjšo, se pravi, zaseči čim več drog in na eni strani čim več ljudi naučiti, da bojo drugam rekli ne. In potem bereš, se učiš, hodiš na predavanja, sam malo predavaš. Ker ogromno znanja imate tako z farmacije kot medicine, pa končno tudi z ekonomike, ne? Tako da je verjetno res veliko dela za vami. Glejte, medicina, mlajši brat je zdravnik, žena, v bistvu po osnovni profesiji medicinska sestra in to so pač stvari, ki so me vedno zanimale. Ne nazadnje, moj prvi študij sem končal študij socialnega dela, potem vastroslovja, to so bile zelo dobre veščine. In še danes se v bistvu izobražujem, veliko berem, enostavno znanje je treba nadgrajevati. Jaz pravim, samo ta žalost, prekratko bomo živeli, da bi vse knjige, ki bi jih radi prebrali, v roke vzeli. Ja, mislim, da še bo časa veliko, ne, gospod Stanko. Dobro, to je bilo malo za intermezzo, vrniva se še malo k zasvojenostim. Tako kot smo že uvodoma povedali, ne, torej droge, alkohol, pa tudi cigarete, končno, niso edina oblika zasvojenosti, ne? Ne, definitivno ne. Zdaj, treba te zasvojenosti deliti v bistvu na dve obliki. Kemične oblike zasvojenosti in pa nekemične oblike zasvojenosti. Dejansko strokovnjaki so vedno na začetku govorili samo o teh kemični zasvojenosti. Ampak dogajanje v okolju, tudi v tem našem lokalnem, pa nas je prisililo to, da se čedalje pogosteje pogovarjamo tudi o nekemičnih oblikah zasvojenosti. Zato sem že prej povedal, da smo potem pač povabili v novembru gospoda Kramlja, da je nekaj povedal na to temo. Tako kot sem rekel, zdaj 26. ga imamo spet kot gosta v Ormožu. Namreč, mogoče se marsikomu zdi to povsem normalno, ampak da bom vam povedal par oblik teh nekemičnih oblik zasvojenosti. Nedolgo nazaj sem prebral eno zelo dobro knjigo, sicer v hrvaškem jeziku, naslov je pa Dnevnik jedne šopingholiganice. Zasvojenost z nakupovanjem. In moram reči, ko sem bil enkrat na enem takem predavanju, to je bilo v Ljubljani, nam je ena psihologinja predavala o delovanju teh trgovskih mrež in trikih, ki jih oni uporabljajo v samih svojih ali reklamah ali pa v trgovinah. Kako pritegniti kupca, da bo kupil tisto, kar v bistvu sploh ni mislil kupiti. In zdaj ne mislim govoriti o teh naših ormoških trgovinah, ampak če boste videli, ko se bližate recimo proti blagajni, ste čedalje bolj stisnjeni v en koridor, na vaši levi in desni pa je artiklov, kolikor hočete. In ko mi začnemo kupovati določene stvari, ki jih v bistvu sploh ne rabimo, ampak ker je tam gor napis akcija, ugodno, toliko procentov popusta, v bistvu kupujemo, sploh ne vemo zakaj. Ker ne vemo, kdaj bomo to uporabili. Če bomo sploh kdaj uporabili in se nam to začne nalagati doma. In naenkrat to lahko preseže naš družinski proračun. Zelo hitro smo v minusu, v kreditih in dejansko več ne moramo mimo trgovine, ne da bi šli kaj kupiti. In jaz moram povedati, jaz danes poznam ljudi v tem našem okolju, imajo krizo, se slabo počutijo, grejo v trgovino in nakupujejo. In pridejo ven nasmejani. Ampak so kupili stvari, ki jih sploh ne rabijo, ki jih verjetno nikoli ne bojo sami uporabili ali jih celo komu podarili, nekje bojo končale. Ampak oni so v tistem trenutku zadostili svoje potrebe, nakupovali so. S tem pa prikrajšali mogoče sebe, družino za marsikatero boljšo kvaliteto, ki bi se jo lahko privoščili. Ampak ne, njihova potreba po nakupovanju je bila tako močna. Če gremo naprej, tudi ena od zadev, o kateri je spregovoril gospod Kramli, je naš izgled. Nedolgo nazaj sem bil predaval na eni šoli o problematiki drog, ampak na koncu smo potem zavili čisto kontrasmer, moram povedati. Bila je kar velik izziv zame, ker sem imel 3 razrede
osnovnošolcev skupaj, to je bilo čez 70 učencev, celo avtist je bil med njimi. Ampak takoj mi je padla v oči skupina deklet, tako imenovane darkerce, oblečene v črno, v 8. razredu s črnimi ličili, poudarjene učinke, črna šminka, črni nohti, no in končali smo pri rezanju. Celotna ta skupina deklet je rezno z žiletkami zaznamovala svoje roge in pa noge in smo v bistvu potem bolj govorili o našem izgledu, o oblačenju, ličenju, kaj je primerno v bistvu za osnovno šolo in kaj ni primerno. Namreč ta dekleta so imela že kar hud problem. Pa če gremo spet naprej, zasvojenost za hrano. To jaz vedno pravim, treba se vprašati, živim zato, da jem, ali jem zato, da preživim. Zdaj, če živimo samo zato, da bomo jedli, tudi jaz priznam, rad pojem kaj dobrega, tudi spijem kaj dobrega, ampak morajo biti meje. Ko se pa mi začnemo nekontrolirano nažirati, je pa to za naše zdravje zelo škodljivo. Ampak mi enostavno, poznam kar nekaj teh bolnikov, doktor, on v svoji glavi in bo šel ob 3 po noči, bo šel v hladilnik, si bo sendvič naredil in bo jedel, čeprav njegovo telo tega ne rabi, možgani pa rabijo. Ne morem spati. Anksioznost, se pravi, tista napetost, živčnost, ko nekaj pije, se pa umiri. Zasvojenost seksom. Zdaj, to je lahko postane pač tisti na neke vrste virtualni seks, da jim zadoščajo te spletne strani in tako dalje. Veliko njih pa to potem prinese v prakso. Nekontrolirano menjavanje spolnih partnerjev, kar vemo, da prvo po moralnih normah ni najbolj primerno, drugo pa, če gledamo iz čisto medicinskega vidika. Namreč zadnji podatki za Slovenijo so zelo zaskrbljujoči. Nam se iz leta v leto povečuje bolnikov s tistimi klasičnimi spolno nalezljivimi boleznimi, kot je sifilis in podobno. Tako da, teh oblik nekemičnih zasvojenosti je danes veliko, tudi zasvojenost z delom. Z igrami na srečo, ne? Igre na srečo sem se za konec mislil pustiti. Igre za srečo sem se mislil na konec. Malo še pač o teh deloholikih spregovoril. Mogoče sem tudi jaz bil nekaj časa deloholik, bom rekel, ker velikokrat mi enostavno v službenem času ni uspelo vsega napraviti, pa sem si nesel delo sabo domov, pa še doma pisal in tako naprej. Potem sem pa ugotovil, da to ni v redu. To ni v redu, ker enostavno na račun tega so potem naše družine, naši prijatelji in vsi so prikrajšani in nenazadnje tudi isto splošno mnenje, tudi študije so to potrdile, bi naj človekov dan, se pravi 24 ur ima en krog, rečemo, če je to en krog, pa če napravimo Mercedesov znak, v bistvu bi naj bil naš dan razdeljen na 3 dele, 8 ur aktivnega dela, 8 ur spanja počitka in 8 ur tistega, kar pa imamo najrajši, tisto, v čemer uživamo. Naj si bo to šport, druženje s prijatelji, sprehod, kakorkoli. To je tisti idealen človeški krog, tistih 24 ur v enem dnevu. Danes je včasih težko to tako napraviti. Enostavno vsi vemo, da Ormož vsaj trenutno nima nekih velikih zaposlitvenih možnosti. Tudi tisti, ki so zaposleni, plače so velikokrat minimalne, tisto zagotovljene zakonom, zato so ljudje prisiljeni še v prostem času nekaj delati, da lahko sami sebi, svojim otrokom na nek način zagotovijo dostojno preživetje. Zdaj pa tisto zadnje, kar sem si pač nekje, pa sem jih še spustil nekaj skozi, zadnje, gambling, igre na srečo. Ja, tega je veliko, vam bom zdaj najprej opisal en dogodek, ki sem ga na svoje oči doživel, to je že zelo dolgo nazaj, z ameriško Deo smo nekaj delali v Pragi in smo bili v enem hotelu, v eni igralnici. Noter pride možakar, ki je v roku dobre pol ure zaigral, mislim, da 26.000 nemških mark. Takrat so šele marke, ni še bilo evro. In po domače povedano počel film. Počel film.
začel preklinjati v češkem, nemškem, angleškem jeziku, seveda prišla sta dva možakarja, tako kot rodelna omara v črnih oblekah, pa vsak pod svojo roko, ne na glavne, na stranski hodben. 16.000 mark, lepa številka. Ampak veste, da ta možakar naslednji večer spet prišel igrati igre na srečo. Bil zasvojenec dejansko. In danes pri teh igrah na srečo imamo še en drugi problem. Ne samo, da hodijo v te igralnice, v kazinoje. Spletno igralništvo. Namreč veliko ljudi danes preko spleta igra. Doma, v svojem stanovanju, v svojih hiši, in to vemo, tako se počutimo najbolj varne, najbolj zaščitene. Pa se zelo hitro zgubijo. Zelo hitro se zgubijo, dolgovi rastejo, zanemarijo družino, zanemarijo sebe. Velikokrat jih vidiš potem, ko grejo po ulici, že tisto neobriti, neurejeni, umazani, niti stoširajo se že več, tako da ga že na par metrov ga zavohaš in podobno, lahko na koncu zgubijo vse. Kompletno svoje življenje, da ne govorim o premoženju, in ostanejo brez vsega. In pa res še mogoče čisto za konec, česar smo se že malo dotaknila, bi spregovoril o teh nevarnostih teh sodobnih elektronskih medijev, o katerih bo sicer gospod Miha Kramli v torek več povedal. Mogoče je to samo zdaj malo, da izzovem njegove potencialne poslušalce. Dejansko ti elektronski mediji nas zelo hitro zasvojijo. In tudi zelo dobro primerjavo je zadnjič povedal gospod Kramli, branje klasične knjige, tiskane, ali branje knjige preko računalnika. Zelo velika razlika je, rekel, veste, ko beremo klasično tiskano knjigo, možgani drugače odreagirajo in jo jemljajo kot učenje, sprejemanje znanja. V bistvu, ko pa beremo elektronsko obliko, pa to zaznavamo samo kot neke informacije. In je znanje, ki nam ostane po branju elektronskih knjig v primerjavi s klasičnimi tiskami, zelo različno. Tako da, jaz sem seveda še tisti človek tiskanega papirja, tudi časopis, moram reči, ne bom rekel, da na računalniku ne pogledam kaj, ampak jaz sem še vedno narečil, da je tisti časopis, lepo kavico zraven in tisto lista zašumi, tudi ko sem še recimo veliko pisal v službi, ali pa tudi če sem pri vas kdaj pisal, jaz si še danes sprintam. Si natisnem in vam povem, na monitorju recimo ne vidim napak, ki si jih naredil, na papirju jih pa zaznam. Dost hitreje. Tako da, ja, ta daš torek bo zelo zanimiv v ormoški gimnaziji, bo celo spregovoril o tem, kako ta modra svetloba iz monitorja ali iz tablice, kako negativno na otrokove možgane vpliva, kaj to pomeni za samo delovanje možganskih centrov in pa propad ali pa razvoj sivih možganskih celic. In ne nazadnje, bom rekel takole, možgani, vsi vemo, kje jih imamo, ampak zaenkrat še vedno, čeprav že zelo dobro raziskane, so pa še vedno en zelo velik vprašaj. In konec koncev, če gledamo določene bolezni, demenca, Alzheimerjev in tako dalje. Pustimo zdaj genetiko in vse ostalo, ampak kar se tiče možganov, smo se polenili. Možgane je treba vsakodnevno trenirati, je treba z njimi delovati. Najlažje bi to povedal takole. 20 let nazaj, ko še nismo, ali pa rečemo 30, ko še nismo imeli mobilnih telefonov, smo imeli tiste hišne, še mogoče na tiste okrogle tipkovnice, pol so prišli one, ko si na tipku, ampak če se realno spomnite, ste imeli v glavi ogromno številk. Danes pa se velikokrat zgodi, človeka srečaš, ti, a mi lahko daš številko tvojega mobilca. Čakaj samo malo, koliko že imam, pa vizitko potegnem, gled, tu imaš na vizitki, gor piše. Svoje številke se ne spomne. Zato je jaz pravim zelo priporočljivo, jaz to vsako jutro delam, moram povedati, ta trening možganov, križanke.
in druge oblike, sudoku in tako dalje, možgane je treba zaposliti, da delajo, da ostanejo v pogonu sveži in potem tudi ni problem sprejemati informacij, podatkov, jih shranjevati v možgane in ko jih rabiš, da jih tudi prikličeš nazaj, čeprav jih že nekaj časa nisi uporabljal, ampak veš, da imaš tu nekje shranjene. Stanko, hvala lepa, da ste si vzeli čas za obisk v našem studiu. Veliko ste nam koristnega povedali. Žal je omejena naša oddaja, tako da časovno. Tako da upam na kakšno hitro ponovno snidenje, morda še samo kakšen zaključek. Glejte, kaj naj za zaključek povem. Živimo zdravo, imejmo se radi, pa nam bo vsem lepo. Hvala lepa. Veliko uspeha pri vašem plemenitem delu. Hvala lep dan naprej. Toliko za danes, spoštovane gledalke in gledalci, bodite z nami tudi čez teden dni, ko pa bo naš gost Teodor Pevec, doktor medicine, kirurg, ki je sicer strokovni vodja Ptujske bolnišnice in nam bo povedal, kako in kaj je situacija s Ptujsko bolnišnico. Gotovo vam je znano, oziroma sliši se, da je kar nekaj problemov. Tako da bodite z nami tudi takrat, za danes pa hvala lepa za pozornost in srečno. Do prihodnjič.